Ok, pa dajmo kar začeti. Če se nam pa še kdo pridruži, ga bomo pa spustili noter. Dobrodošli v prvem Leaderstoku skupine Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrivamo njihove skrite talente in nove dimenzije vodenja. Tako da dobrodošli. Prvi gost z nami je profesor dr. Dimovski, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, z katedre za menedžment in organizacijo, tudi bivši minister za socialno delo, hkrati član Evropske akademije znanosti in umetnosti, prejemnik nagrade Simon za raziskovalno delo na področju menedžmenta. Pa bi začel jaz kar s prvim vprašanjem za dr. Dimovskega. Med drugim ste bil tudi vodja poslovne šole na Ekonomski fakulteti, vodja katedre za menedžment in organizacijo. Danes ste vodja programske skupine ARRS, vodil ste ministrstvo. Nekako v bistvu včasih radi rečemo, da je ekipa toliko močna kot njen najšibkejši člen, pa nas v bistvu zanima, kaj je vam najbolj pomembno, ko nekako sestavljate to svojo ekipo. Ja, jaz bi vas vse skupaj lepo pozdravil in se zahvalil Mark in Simon za vajino povabilo, tudi za druščino, v kateri je tudi moj prijatelj Rade Mijatović, Rade Mijatović, dober dan. In jaz tudi upam, da bo ta Leaderstok dobil neko domovinsko pravico, in da bo to eno izmed teh, bi rekel, novih načinov, pa nekih novih forumov, na katerih se bomo srečevali tudi v bodoče. Tako da je veliko uspeha najprej bi temu takoj na začetku povedal. Zdaj, Simon, kar si me vprašal, je v bistvu eno vprašanje, s katerim se v zadnjem času čedalje več ljudi ukvarja, skratka, kako sestaviti ekipo. Včasih bi lahko rekli, da so se ekipe sestavljale, bi rekel, tako bolj ad hoc, glede na neko določeno usmeritev ali pa neko določeno nalogo, vendar pa je, bi rekel, z tem prihodom multikulturalizma, različnih tipov ljudi in tako naprej, različnih generacij, to postalo ena izmed glavnih izzivov, bi rekel, sedanjosti in tudi prihodnosti. Tako da mislim, da bo vprašanje sestavljanja ekip, timov, kakorkoli bi že temu rekel, sigurno ena izmed pomembnih nalog, ki jih bodo ali pa bomo imeli menedžerji. Zdaj, če reflektiram recimo neko svoje razmišljanje, kaj mi je pomembno pri ekipi, tukaj verjetno je potrebno imeti nekje vedno neko dolgoročno, ker razumem ekipo oziroma tim kot nekaj dolgoročnega, kot nekaj takega, kot nekaj organsko raste. Jaz bi na prvem mestu zdaj po tolikih letih sestavljanja različnih ekip, ad hoc ali ekip, ki so dolgoročne in tako naprej, sigurno na prvo mesto postavil zaupanje. Zdaj, moram reči, da sem včasih, ko sem bil mlajši, temu nisem posvečal pozornost in je bil na prvem mestu nek cilj, neka usmerjenost k nekemu cilju, kar sigurno pri sestavljanju ekipe je pomembno, vendar pa se mi zdi zaupanje, da torej lahko nekomu v ekipi zaupaš več kot sebi ali toliko kot sebi, se mi zdi to bistveno pomembno. Ta neke vrste, lahko bi rekel, vodenski altruizem. Zdaj, drugo, kar je sigurno zelo pomembno, pa tukaj ne bi šel neko teoretično, katerokoli teoretično šolo, ker to je bolj, bi rekel, danes bolj obravnavamo nek praktičen vidik, pa se mi zdi neko deljenje vrednot. Tisto, kar recimo tudi Sandra v svojih teh knjigah in tako naprej govori kot avtentično vodenje, se mi zdi, da je ravno pri avtentičnem vodenju na prvem mestu so neke vrednote. In vrednote je nekaj, kar je najbolj stalnega, najbolj stabilnega, tako da se morajo pravzaprav ekipe sestavljati, bi rekel, okoli tega zaupanja in okoli vrednot. Kar se tiče pa same operative, zaradi tega, ker ekipe se ne sestavljajo zaradi tega, da bi se same sestavile, ampak zato, da bi nekaj dosegli, je sigurno pomembno razumevanje vlog. V vseh svojih, bi rekel, vlogah, kjer sem deloval na športnem, malo na političnem, malo na znanstvenem področju,
se mi je zdelo zelo pomembno delineacija vlog. Skratka, da vsak ve, kaj v nekem določenem trenutku mora delati. Ne. Ker se mi zdi, da ali prekrivanje, ali nerazumevanje vloge posameznika in pa celotne skupine je lahko vodi do zelo slabih rezultatov, zelo neučinkovitega delovanja in pa seveda do nedoseganja rezultatov. Tako da izpostavil bi te 3-4 značilnosti, sestavljene ekip, to, kar si me vprašal. Super, najlepša hvala. Zdaj, z nami je tudi, in smo tudi zelo počaščeni, ker danes imamo res 3 izjemne osebnosti z nami. Tako da z nami je tudi predsednik Nogometne zveze, magister Radenko Mijatović. Poleg tega, da ste predsednik Nogometne zveze, ste tudi zasedate mesto direktorja v upravi skupine MSIN in ste tudi član upravnega odbora v podjetju Cetis d.d. Tako da moje vprašanje pa se glasi, ki me zelo zanima, kako je v bistvu voditi organizacijo, kot je Nogometna zveza, pa hkrati voditi podjetje? Kje se to razlikuje oziroma kje se povezuje, če lahko malo razložite? En lep pozdrav tudi z moje strani in hvala za to povabilo v tako res imenitno družbo, da malo govorimo o zadevah, ki so zanimive in aktualne. Ne. Dejstvo je, da ni enostavno, ker funkcije oziroma delo v taki skupini, kot je MSIN in tudi v podjetju, kot je Cetis, in funkcija predsednika Nogometne zveze sta obe zelo zahtevni. In usklajevanje aktivnosti oziroma delovanje hkrati je zelo oteženo. Pa vendar poskušam vse zadeve, ki so vezane na delo, opravljati v tistih dopoldanskih urah oziroma v času delovnega časa in nogomet na en način, če je to le možno, ker velikokrat to ni možno potiskati na nek popoldanski ali pa večerni čas. Dela je veliko interesov na obeh področjih, je ogromno, v poslu v taki skupini je teh obveznosti ogromno, ampak v nogometu je izjemno veliko število deležnikov, ki vedno želijo imeti informacijo tako in zdaj. In v bistvu je zadeva težka za usklajevanje, pa vendar postavljamo zadeve po prioritetah in se lotevamo zadev od bolj pomembnih proti manj pomembnim, ampak poskušamo znotraj enega dneva pač narediti maksimalno, kolikor je možno. Super, najlepša hvala. A boš ti... Z nami je tudi gospod Jakopič, nekdanji vrhunski nogometaš, ki se je tudi vrnil v svet nogometa po težki življenjski preizkušnji. Danes vključen bolj v podjetniške vode, ko skrbi predvsem za mlade nogometaše. Za vas bi imel vprašanje, sicer v nogometu ste igrali kot neko vlogo vezista. Dostikrat lahko rečemo, da je to neka vez med obrambo in napadom ekipe. Velikokrat so tudi vezisti izvrstni vodje na igrišču. Pa me zanima, če ste v bistvu že tudi v času igralne kariere razmišljali, da se boste z vodenjem ukvarjali tudi po koncu same kariere. Jaka, se slišimo? Nemehenega, ja. Bo prišel nazaj, se bo priklopil nazaj. Pa gremo magar še malo na vas, profesor Dimovski. Se pravi, če malo pokukamo v vaše možgane, ogromen ekip ste vodil, mene zanima dejansko vodenje je danes kar ratala neka taka močna tematika, veliko se podjetij vlaga v vodje. Kaj bi bili vaši, recimo, 3 glavni nasveti, ki bi jih dali mladim vodjem? Zdaj, če lahko rečem, ne bi jih dal samo 3, ampak ker si že pač naštel 3. Recimo, da sem spoznal tudi ogromno ljudi, zato sem svojemu življenju in pa usodi hvaležen, da sem lahko pravzaprav toliko doživel, kot sem doživel do sedaj. Bil v tolikih nekih situacijah in mislim, da poznam pravzaprav tudi z liste 100 najbogatejših skoraj vse, ampak se mi zdi, da pri preučevanju tega fenomena, recimo vodenja, bi rekel, da je ena izmed najbolj pomembnih ali pa najpomembnejših vrlin vztrajnost.
da je številka 1, da je to celo, bi rekel, pred neko sposobnostjo, pred neko inteligentnostjo in tako naprej, je vztrajnost. In vedno znova, bi rekel, teženje k neki izboljšanju ali procesu, ali samega sebe, ali tako da mislim, da tisti, bi rekel tako, vodje, posamezniki, ki vedno kukajo k sosedu, kaj je on in tako naprej, da bi bilo bolje, da bi se usmeril na sebe, na svoje, skratka in poskušal doseči nek stalni napredek. To se mi zdi, da je številka 1, skratka vztrajnost. Ampak ta vztrajnost je po moje zelo povezana v bistvu tudi z neko prepričanjostjo v uspeh. Pa tukaj ne bi rad bil nek apologet nekih Kojčevih idej ali kaj podobno, ampak bi rad poudaril predvsem to, da je ta miselna usmerjenost k stalnemu izboljševanju, k izpopolnjevanju samega sebe. Smo pa ljudje seveda različni, imamo različne sposobnosti, v različnih dimenzijah se gibljamo, različne življenjske izkušnje in podobno. Zaradi tega se mi zdi, da je neka usmerjenost k samoizpopolnjevanju in izpopolnjevanju tima nekaj najpomembnejšega. To se pravi, ta prvi nasvet bi bil vztrajnost. Drugi nasvet, ki bi ga sigurno dal, je usmerjenost k stalnemu izobraževanju. Stalno, bi rekel, ne samo bi rekel, teh eksternih virov. Jaz bi rekel, v svojem življenju sem se v prvi polovici bolj učil iz knjig, potem sem se učil, bi rekel, od posameznikov, zdaj se pa še bolj iz situacije. Tako da ta introspekcija, ki jo nekje zagovarja tudi vzhodnjaška filozofija in tako naprej, se mi zdi z leti čedalje bolj pomembna. Tako lahko bi rekli, po taoizmu imamo nekje 3 dele, to se pravi telo, duh in pa energijo, ki morajo na nek način biti v soglasju eden z drugim. In sčasoma, bi rekel, je ta filozofija lahko tudi filozofija, ki bi jo na nek način predlagal ali pa svetoval, bi rekel, posameznikom. In tretje, kar bi lahko Radenko malo več povedal, je seveda ostati zdrav. Ker pa ne samo zaradi tega, ker smo vsi v nekem postkoronskem obdobju, ampak zaradi tega, ker po tej vzhodnjaški filozofiji, ki sem jo omenil, taoizem, je v bistvu telo nosilec duha, ki ga na nek način spodbuja potem energija. Tako da v vsakem primeru je pa v življenju ta, lahko bi rekel, ravnotežje teh nekih delov, ki sem jih zdaj omenil, med seboj zelo pomembno. Tako da to bi bili neki nasveti, recimo, ki bi jih skromno seveda dal, bi rekel, tistem, ki bi tak nasvet tudi iskal. Super, hvala. Hvala lepa, dr. Dimovski. Če se vrnemo nazaj na gospoda Jakopiča, se pravi, v bistvu, če vi mogoče že med samo igralno kariero razmišljal tudi o tem, da se boste z vodenjem ukvarjal, ko bo enkrat le-te konec. Ja, najprej en lep pozdrav. Mi je v čast in veselje, da sem lahko res v taki družbi. Sem lahko kar ponosen, da lahko dobesedno pripomorem tudi k temu, da bojo videli tudi en drug spekter, mogoče iz ene druge strani, ne predvsem kot vodje, ampak kot enega človeka, ki se ukvarja z ljudmi, ki so trenutno na eni prelomnici svojega življenja, tako kot sem bil sam. Se pravi, med tem odločanjem, ali bo šel eno poslovno pot oziroma eno šolo, ali eno športno vrhunsko pot. To so res taki precepi, sploh v mladih življenjih, ne zgolj in samo zaradi tega, ker si mlad in razmišljaš drugače, ampak predvsem zato, ker imaš v ozadju tudi pritiske tako okolice, staršev, učiteljev in pač vse to komponirati in se usmeriti v pravo pot je res ena taka zelo zahtevna naloga, ki jo pač naše podjetje opravlja in za katerega sem odgovoren tudi sam. Če se nekomu zdi, da je to hec, ni, pa če je šport, če se zdaj pogovarjamo kot podjetje ali pa šport, šport ima še eno tako pomanjkljivost, da je življenjska doba športnika zelo kratka. In si bi zlagal, če bi rekel, da sem kot poklicni nogometaš razmišljal že naprej. Zato, ker takrat moraš biti fokusiran zgolj in samo na naloge, ki jih opravljaš, kljub temu, da sem študiral,
pravo zraven. Če bi se še enkrat odločil, bi morda za en resen šport ubral nekoliko drugačno pot, jaz osebno. Očitno me tudi nekoliko obremenjevala. In res, tako kot sta že oba gosta povedala, je zelo pomembno, da imaš fokus, da si osredotočen, vztrajen. Kot sem pa rekel že na začetku, pri mlajših je pa to en velik problem, ker vsi vidijo Mesije, noben pa ne ve vseh tistih, ki so nehali, ki so ostali brez šole, brez sanj, si preprečili poškodbe in na to tudi treba pač opozarjati. Po eni strani ne pa preveč na te poraze opozarjati. Zakaj? Zato, ker jim ubijaš sanje že v samem začetku, preden jih začnejo živeti. Ok, super odgovor. Ok, dajmo se malo vrniti na nogomet, gospod predsednik. Se pravi, Nogometna zveza Slovenije je zdaj uspela z nadaljevanjem teh v bistvu najpomembnejših tekmovanj na najvišjem vrhu. Se pravi, govorimo o prvi ligi Telekom in o pokalu, ampak še zmeraj pravimo, da so ponovadi navijači tisti 12. igralec. Tako da povejte malo, kako bo v bistvu pandemija, kakšne bojo posledice za nogomet v Sloveniji in kakšne so bile vaše reakcije na spremembe kot vodja, kot predsednik Nogometne zveze Slovenije. Seveda, ko smo prej govorili o vodenju, bistvo je, da je to proces, ki zahteva odločanje v določenih situacijah. Ko govorimo o neki normalni situaciji, lahko to primerjamo z neko plovbo po nekem odprtem morju, v nekem normalnem stanju. Pa pride do ene take situacije, ki naenkrat obrne vse na glavo, potem lahko govorimo o izrednih situacijah tudi na morju, ko se to plovilo na en način mora voditi in umiriti in pripeljati v nek varen pristan. In recimo ta korona pandemija ali epidemija praktično je v trenutku ustavila vse aktivnosti in se je bilo treba odločati trezno in takoj. Mi smo kot Nogometna zveza ustavili takrat vsa tekmovanja in smo praktično takoj stopili v stike z določenimi inštitucijami, z organi odločanja, povezali smo se s strokovno skupino Ministrstva za zdravje, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, z Ministrstvom za šport in poskušali iskati rešitve glede na razvoj situacije v zvezi z to epidemijo. Dejstvo je, da kakor se je zadeva odvijala, smo ugotavljali, da nima smisla in tudi ni varno nadaljevati vsa tekmovanja in smo potem vsa tekmovanja razen prve slovenske nogometne lige zaključili. Tako da, kako se je zadeva razvijala, ste videli sami, da smo kot edina športna zveza na način, kot sem povedal prej, z usklajenim delovanjem, pripravo protokola, z situacijskimi zadevami, da smo pripravili protokole za individualno vadbo, potem vadbo po skupinah, nekontaktno vadbo, potem kontaktni trening in na koncu prijateljske tekme pripeljali zadevo do tega, da smo prejšnji petek kot prvi začeli s tekmovanji, da so zelenice ponovno oživele. Izvedeli smo tudi polfinalni tekmi predvčerajšnjem in včeraj, dobili finaliste pokala in zdaj pridemo na tisto, o čem ste govorili prej. Nogomet je, o tem je govoril Jaka, tudi prej veliki posel in v bistvu tudi pomemben del svetovne ekonomije. V Sloveniji je ta zadeva na nekoliko nižji ravni, pa vendar, ampak nogomet sam po sebi brez publike, brez gledalcev nima posebnega smisla. Zanimiv je za gledalce pred TV sprejemniki, zanimiv je za ponudnike teh prenosov oziroma zaradi medijskih pravic, ampak na koncu ciljna publika so gledalci, ki hodijo na tekme, ki uživajo v tem nogometu, ena velika strast, ena energija in glede na sproščanje teh ukrepov, vidim, da se je tudi danes vlada odločila, da že dovoli 500 ljudi na nekem javnem dogodku, da bo z razvojem situacije, ki v Sloveniji v tem trenutku lahko rečemo, glede na stanje, ki je bilo prej odlična, da bomo zelo hitro in v kratkem imeli gledalce na stadionih, kar bo izjemno pomembno. Imam občutek in nogomet je tudi en kazalec nekih dogajanj v družbi na splošno, je neka pozitivna energija, optimizem, da se bodo tudi gledalci hitro vrnili na igrišče in da se bo življenje po koronavirusu, ki je res zaznamovalo ne samo to področje, ampak cel svet, počasi normaliziralo oziroma vrnilo v stanje
pred pandemijo. Je pa res, da bo to pustilo velike posledice na tem drugem delu, kako in na kakšen način delovati po krizi, ampak o tem mogoče malo kasneje. Hvala lepa, gospod Mijatović, za ta zanimiv pogled. Pa bi se spet vrnili na gospoda Jakopiča, in sicer glede na vaše bogate izkušnje, tako kot profesionalni športnik in tudi podjetnik, če bi mogoče še vi z nami delil nekako vaše 3 najpomembnejše nauke, nasvete za naše poslušalce. Ja, prvo je zagotovo zaupanje v svoje sposobnosti, pa zavedanje, česa si sposoben. Druga je usmerjenost, se pravi fokus v določeno stvar, ki jo delaš, da si skoncentriran, in tretja, kot so pa že vsi omenili, vztrajnost. To so za moje pojme 3 najpomembnejše stvari, ki se jih je počasih zelo, zelo težko držati, in predvsem, kot sem rekel, po 3. točko pri vztrajnosti, pri prvih 2 je zelo težko, ker ti fokus zna uiti nekam drugam zaradi objektivnih ali pa mogoče včasih tudi subjektivnih razlogov, ker nisi karakter za to, da dopuščaš nekomu drugemu, da bo znal delati stvari, v katerih je boljši. Veliki večini primerov jim ego ne da tega, in potem na dolgi rok zagotovo ni takega uspeha, kot bi bil, če bi si med seboj zaupali. Še eno tako zanimivost, ko mi je en soigralec rekel, zakaj je šport, posebej kolektivni, dober, in tega v poslu ni. V nogometu oziroma v kolektivnih športih nasprotniki nosijo drese in se ve, za koga igraš. V poslu, sploh v takem, ki ga mi delamo, podjetju, pa dostikrat ne veš, kdo igra za kateri klub, za koga igra, in je tudi to ena taka stvar, na katero je treba biti pozoren v poslu. V nogometu veš, kdo je tvoj nasprotnik, v poslu pa je treba biti tudi na te stvari pozoren. Super, dober odgovor. Ok, gremo še malo na vas, gospod profesor. Zdaj, vi imate res izjemno kariero za sabo. Bil ste minister, svetovalec večjih podjetij, svetovalec naše vlade, tuje vlade, gostujoči profesor in tudi en izmed mojih najljubših profesorjev, ko sem bil na ekonomski fakulteti. Mene pa zdaj zanima, velikokrat govorimo o uspehih. Pa me zanima, kakšni so bili pa kakšni vaši izzivi skozi celotno kariero? Če lahko izpostavite kakšne te break-even točke ali pa kakšne izzive, ki so se porajali. Ja, hvala za to, ampak jaz, tako kot sem rekel, sem hvaležen, da sem lahko v življenju imel določene možnosti. Ena sigurno je taka, ko sem še kot jugoslovanski študent šel študirati v Ameriko. Se mi zdi, da to v mojem življenju tak, kot bi rekel, break-even. V vsakem primeru je to potem odprlo verjetno vrata celi generaciji našim študentom, in doktorantom, magistrantom in tako naprej, ker smo lahko zelo hitro v bistvu se priključili tudi svetovnemu trendu na področju recimo raziskovanja, managementu, organizaciji, financah in tako naprej. Tako da to je sigurno ena taka stvar. Bi pa ena stvar, kar se tiče, recimo, da zdaj gledam na neke stvari malo drugače, kot sem včasih, uspeh in neuspeh. Ker tudi sam izhajam kot športnik, je bil uspeh vedno glorificiran, vedno je bilo pomemben, koliko je bil čas, kakšen rekord, kakšen je bil rezultat tekme in tako naprej. Ampak v življenju, tako kot je že Jaka povedal, so zadeve malo drugačne. Mislim, da smo vsi postali neke vrste talci pojma uspeh. Zaradi tega, ker enostavno je tudi medijsko bombardiranje s temi raznimi dosežki in tako naprej postalo praktično del naše vsakodnevnosti. Skozi smo v neki, lahko bi rekel, tekmi. In se mi zdi, da je ena od stvari, ki bi jo lahko s časoma, bi rekel, te novejše generacije relativizirale vprašanje uspeha in neuspeha. Zaradi tega, ker v bistvu eno in drugo tvori življenje. Skratka, velikokrat v življenju smo doživeli nek uspeh, ki ga noben drug ni zaznal. To se pravi, ni uspeh samo tisto, kar prikažejo kamere, pa networki, pa tako naprej, ampak je predvsem to, kar pri sebi smatraš kot uspeh.
Skratka, jaz mislim, da je pravzaprav sprejemanje, bi bilo potrebno sprejemanje uspeha in neuspeha zelo relativizirati, ker je to, bi rekel, vse del življenja. Mnoge ljudje sem videl v življenju, tudi vključno s sabo, ko so po nekih neuspehih popolnoma razočarani, vrgli puško v koruzo, vse nekaj drugega šli in tako naprej, pa morebiti sploh ni bilo to toliko pomembno, ker neuspeh je hkrati tudi grajenje samega sebe, učvrščevanje in tako naprej. In tudi uspeh, bi moral zelo, bi rekel, jemati relativno. Ena od stvari, ki se zadnje čase pa toliko govori, ki ima kot neke vrste še vedno po 10 letih grenak priokus, pa je ena situacija, pa ne bi rad tukaj politiziral, ampak sem bil res razočaran in pa vprašanje TEŠ6. Takrat sem bil namreč svetovalec predsednika vlade za energetiko in sem pač svojimi 2 rokama skušal staviti izgradnjo tega bloka, ampak kakor vidite, mi ni uspel in sem po enih nekaj mesecih v bistvu odstopil, zaradi tega, ker sem videl, da je to, bi rekel, prevelika mašina, s katero bi se mogel ukvarjati. Tako da mi še vedno ostaja, da pač so bile narejene določene napake v Sloveniji, v gospodarstvu, v politiki in tako naprej, ki jih morebiti ne bi bilo treba in katere cene bomo verjetno plačevali mi, pa tudi še kakšna kasnejša generacija. Če vzamem eno, ki si me že izvolil, Marka, za kakšno tako situacijo, ne vem, če je to, bi rekel, neuspeh, ampak sigurno je ena od stvari, ki nisem želel, da bi bilo verjetno tudi slovensko gospodarstvo bilo malo drugačno, v bistvu tudi organizacijsko, investicijsko in tako naprej, če bi do kakšnih odločitev ne prišlo. Tako da to je nekaj, bi rekel, takih elementov glede uspeha in neuspeha. Je pa seveda to tema, ki je venomer na dnevnem redu in bo verjetno kot taka ostala tudi v prihodnosti. Tako, kot je predsednik Mijatović rekel, je v bistvu šport, recimo, kjer so pa uspehi zelo povezani z dolarji, evri in še s kakšno drugo valuto, so venomer prisotni in tudi predstavljajo en dobršen del ekonomije in kot taki seveda štejejo. Tako da v tem smislu bi bilo neko moje razmišljanje glede uspehov in neuspehov, morebiti malo, bi rekel, izkustveno tudi. Hvala. Hvala, profesor. Gospod predsednik Mijatović, tudi vaša pot je izredno raznolika, zanimiva, od profesionalnega nogometaša do sodnika, strokovnega komentatorja, pa vse do uspešnega podjetnika in tudi potem uspešnega predsednika Nogometne zveze. Pa bi nas zanimalo, ko se enkrat v bistvu ozrete nazaj, imate kakšno željo, da bi kaj spremenili na tej vaši poti, vaši karieri? Če me že vprašate, ali kaj recimo obžalujem, bi rekel, da ne. Če pa sprašujete potem, ali kaj spremenil, je seveda odgovor zanesljivo da. Ker ta pot je, če se malo zrem nazaj, res bila, lahko rečem, naporna, ampak predvsem izjemno zanimiva. Praktično po vojski sem ostal v Sloveniji, začel igrati nogomet z srednjo šolo. Začel sem delati v podjetju, fizična dela in potem naprej sem se izobraževal. Praktično prvo diplomo na višji ekonomski šoli sem naredil pri profesorju Dimovskem, tako da res je to bila prva prijetna izkušnja in prvi nek uspeh na tem področju. Kasneje sem prišel po liniji teh mehkih korakov, prav tako kot pri izobraževanju, tudi v službi. Se pravi, višja šola, potem visoka, potem specializacija in šele na koncu ta magisterij, ker se enostavno nisem upal zagrabiti z neko veliko žlico, ker je bilo preveč obveznosti v istem času. V enem momentu sem recimo istočasno hodil v službo, igral nogomet v Avstriji v nižjih ligah, sodil prvo slovensko ligo in istočasno študiral ter ustvarjal tudi družino. Tako da usklajevanje vseh teh aktivnosti enostavno je bilo izjemno težko, zato tudi lažje organiziram čas pri tistem našem prvem vprašanju, ko smo govorili med delom predsednika Nogometne zveze in direktorja v podjetju, kot je skupina Masin.
Je pa res, da je na tej poti bilo ogromno takih stvari in situacij, ki bi se z več izkušnjami, z nekaj več časa dalo odpeljati bistveno bolje enostavno. Če bi to reševal iz današnje perspektive, bi to bilo res bistveno enostavnejše. Pa vendar, na koncu koncev, vse to, kar se je dogajalo, vsa ta pot ti da tudi določena nova znanja, nove izkušnje, ki kasneje pri premagovanju izzivov in problemov, ki jih vsak dan srečujemo v življenju, pomagajo in bistveno lažje in bistveno bolj trezno rešujemo še tako komplicirane situacije. Super, hvala. Jaka, zdaj, če se vrneva malo na te, pa pogledava iz vidika vodenja. Ti imaš ogromen mladih talentov okoli sebe, ki so na prelomni točki. Koliko se tebi zdi pomembno, se pravi, z tvojega vidika, ko vplivaš na njih, ki jih motiviraš, vnašaš svojo energijo, trud, nek konstruktiven feedback, da si dejansko zelo odkrit z njimi, a jim bo uspelo ali jim ne bo uspelo, oziroma a imajo to magično formulo, da grejo poklicno kariero. Koliko je konstruktiven feedback pomemben z tvojega vidika? Ja, zelo. Pač v prvi vrsti moraš biti psiholog, da veš, komu kaj povedati, pa na kakšen način. Zakaj? Zato, ker čas v športu je zelo pomemben. Zdaj, ko smo se pogovarjali o uspehu, je tako, jaz pravim tem mladim nogometašem, ki se borijo za te naslove državnih prvakov, pa ne vem kaj, je to trenutni uspeh, ki ga pozabimo. Ne vem, če karikiram, noben v Sloveniji ne ve več, kdo je bil 4 leta nazaj kadetski prvak, pa mladinski prvak. Vsak pa ve, kdo je Jan Oblak, pa vsak ve, kdo so bili te fante, ki so nam prinesli take rezultate v slovenski reprezentanci. Uspeh je pa relativen, in zdaj tukaj pa treba biti res pozoren na te fante, od vsakega posebej, kaj in kako mu povedati, nastav to gledalo, ker kakšni radi video gledajo, kakšne moraš malo karikirano božati, da so boljši, kakšne moraš pa brcati pošteno v rit, da dojamejo določene stvari. Zagotovo je pa konstruktiven feedback, če gledamo z moje strani do njih, najbolj merodajen, čeprav jih v tistem trenutku najbolj zaboli, so ti hvaležni. Dostikrat se je zgodilo, da so kakšni fantje tudi šli stran zaradi tega, pa so se vrnili nazaj in rekli, veš še kako si imel prav. Je pa tako v športu, pač če v športu, če si pošten do njih, če si odkrit, vse veste, kako je bilo v osnovni šoli, ko smo volili ekipe. Tiskaj ta zadnji ostal, verjetno je že vedel, koliko je ura, ko so pa ocene delili pri kakšni fiziki, pa kemiji, so bili pa tisti v spredju. Tako da vsak je v svojem področju dober in pač tukaj potegnemo to črto in pomembno pa je, da najdemo smisel. In tako je profesor Dimovski rekel, če lahko povem mojo zgodbo, moje sanje so bile, sem že v prvem razredu napisal, da bom pravnik dopoldan in popoldan nogometaš kot moj oče. Te sanje sem uresničeval do svojega 23. leta, ko sem zbolel, in potem sem si cilje postavil kompletno drugače in zdaj najbolj cenim čas, zdravje in to je pač moj uspeh v vsakodnevnem življenju. Tako da uspeh je res zelo relativen. Hvala. Spet bi se vrnili na profesor dr. Dimovskega. Vemo, da v bistvu v svoji vlogi ste se večkrat znašli tudi kot neke vrste trener, se pravi kot mentor, vodja za študente, od kar zajetnega števila doktorandov pa do še večjega števila tistih na magistrskem in diplomskem študiju. Če malo pogledamo vašo bibliografijo, vidimo, da mogoče je to prvo mentorstvo že več kot 20 let nazaj. Pa bi nas v bistvu zanimalo, kako ocenjujete, da se je vaš slog vodenja oziroma mentoriranja nekako spremenil, prilagodil čez to obdobje? Jaz bi najprej rekel takole, da ko ugotavljamo, kaj je neka življenjski poklic ali pa božji poklic, bi jaz rekel, da biti učitelj. To sem si nekako vedno želel, tudi že v vrtcu, sem nastopal, sem, predajal znanje in tako naprej, in to je nekaj, kar mi je bilo, bi rekel, verjetno poslano od kogarkoli. Zato celo
to življenjsko obdobje in rekel, pravzaprav vedno sem rad učitelj, ne. Po definiciji v kakršnikoli vlogi, zaradi tega, ker je v bistvu se mi zdi smisel mojega življenja ravno to predajanje znanja, ne. Akumulacija, da tako rečem, in predajanje znanja v različnih oblikah, različnih vlogah in tako naprej. Tako da je bilo moje, bi rekel, moje delo na fakulteti, pa tudi kje drugje, vedno povezanje z neko distribucijo ali pa predajanjem znanja, bi bilo kar rekel na druge, ne. Pri tem je sigurno najpomembnejše, da nisi ljubosumen na nikogar, predvsem pa ne na svoje učence, ki postajajo boljši. Tako da, kakor sam veš, tisti zdaj zadnjem v vrsti doktorantov, ker vedno rečem, da vsak doktorant mora biti boljši od prejšnjega in vsak mora biti boljši od mene, ne. Tako da je enostavno to predanost, se mi zdi, je to ena od najpomembnejših predanosti ali pa posvečenost, ne. Se mi zdi ena glavnih stvari, ki jo moraš upoštevati pri tem, kar delaš, ne. To se pravi, to bi bilo neko prvo izhodišče. Drugo izhodišče je pa, kar se tiče mentorstva, ne, ti recimo izkušnje, ali pa to, kar so meni izkušnje dali, je predvsem to, da mentorstvo ni več tako direktivno, kot je bilo na začetku. Ne moraš to, moraš to, moraš to, ampak je bolj usmerjevalno. Skratka, bolj v tem smislu, ne, da skušamo ugotoviti, kakšne so prednosti ali pa slabosti kandidata in mu potem na nek način svetovati, v katero smer naj pravzaprav dela, ne, kaj naj bo tisto, na čemer naj se opira, kaj so pa recimo slabosti, ki jih mora ali prekriti, da tako rečem, ne prekriti, ki jih hoče preseči, ne, in kje lahko v bistvu napreduje še naprej, ne. Tako da se mi zdi, da to je glavna sprememba, ne, da v bistvu na nek način poskušam tako usmerjati, ne pa v bistvu dirigirati, ne, zaradi tega, ker sem imel v svojem življenju tudi svoje mentorje, ne, ki so bili nekateri, bi rekel, preveč zavezanih perfekciji in potem seveda so izgubili smisel, ne, za nekako to, kar je Jaka rekel, neko psihologijo, ne, kaj pravzaprav posameznik ima, kaj je tisto, kar je pri njemu najbolje. In seveda taska ne smeš zatreti v tem smislu, da mu rečeš, to je pa slabo in tako naprej, ampak ga pravzaprav nek način usmerjati, ne. Tako da moram pa tretje, kar bi rad rekel, ne, če si zavezan v bistvu k temu prenosu znanja, ne, pa poučevanju, učenju in tako naprej, se mi zdi, da je zelo pomembno, da se učiš tudi od svojih učencev. In jaz bi rekel, tako bi rekel angleško, sem bil blessed, ne, da sem se lahko učil od mnogih svojih učencev. In bi rekel, vse novosti, ali tehnološke, ali bi rekel literaturne in tako naprej, sem v velikem delu hvaležen svojim učencem, ne. Nekateri ste tudi tukaj, ne, s katerimi sem lahko komuniciral in v bistvu od katerih sem se lahko pravzaprav tudi učil. Se mi zdi, da na koncu, če potegneš črto, ne, da je bi rekel najbolj pomembno mentoriranje, ni samo enosmeren proces, ampak je v bistvu večsmeren proces, ne, da se ti učiš od tistega, ki učiš, ne, lahko bi rekel, da je to neka taka dialektična forma, ne, in v tem smislu potem oba dva napredujeta, ne. Zato je po mojem, bi rekel, mentorstvo vezano na te 3 točke, kot sem jih zdaj tukaj povedal, ne, in v bistvu predvsem pri tem je pa nek način, da to tudi na koncu čutiš, ne. Tako bi rekel. Super, hvala. Ok, če se vrnemo še malo k vam, gospod Mijatović, zdaj vi imate kar 3 zelo pomembne vloge, ste predsednik Nogometne zveze, zasedate mesto direktorja v upravi skupine MSI-ne in hkrati ste tudi član upravnega odbora v podjetju Cetis. Zdaj mene zanima, prvič, kako to usklajujete, a imate kakšno posebno rutino oziroma kakšen je sploh vaš urnik, vaš delovni dan, če nas malo popeljete v vaš izjemen delovni dan, da malo vidimo, kako to vse usklajujete. Pa že prej smo govorili o tem, če se malo pošalim, je predvsem delovanje. Obveznosti in čas vedno poskušam razporejati tako, da je to nekaj najbolj optimalno. Poskušam dobro usklajevati profesionalno funkcijo, ki jo upravljam v podjetju, in to organiziranje dela na Nogometni zvezi. Gro dela na Nogometni zvezi naredijo strokovne službe, ampak povezava z nogometom pa definitivno zahteva
človeka za cel dan. In ta dan delovni traja od zgodnjega jutra do poznega večera, vmes pa poskušam najti tudi čas, predvsem zgodaj zjutraj, preden se aktivnosti začnejo, za rekreacijo in potem kakšen dan na teden, da odigram kakšno partijo tenisa in da spijem pijačo s prijatelji. Gre res za odgovorna dela, gre za vodenje in voditi podjetje ali zvezo, praktično ni nobene razlike, samo igrišče je drugo. Ne. Tu imamo pa športno igrišče in športno konkurenco in tudi sodelovanje na tem področju, na drugi strani je pa trg in tekmovanje praktično na trgu. Zadeve so zelo povezane, ker voditi eno ali drugo zahteva čas, ni preprosto, dobro moramo poznati organizacijo, ki jo vodimo, moramo se znati prilagajati in, kot sem rekel, postaviti zadeve po prioritetah. Če to nismo zmožni in če delamo vse z enako prioriteto, potem nikamor ne bomo prišli. Od pomembnega proti manj pomembnem in narediti tiste ključne zadeve v določenem dnevu, tiste, ki so res pomembne in se mudijo, ostale bodo počakali in jih bomo tudi naredili, oziroma jih bodo naredili naši sodelavci, ker prej smo o tem govorili in profesor Dimovski je to izjemno lepo povedal, da posameznik sam v neki zgodbi ne more narediti veliko, sploh v današnjem času zelo hitrega tempa. Zato rabi dober tim, dobre sodelavce, ker timsko delo premika gore in če tega ni, tudi uspehov ni. Hvala lepa. Jaz bi se pri gospodu Jakopiču mogoče navezal tudi kar na tole, s čemer je gospod Mijatovič končal. Se pravi, odlična ekipa, nekako je potrebna in v športu in v poslu. Tudi če pogledamo naprimer v preteklost, naprimer slovenska nogometna reprezentanca je nekaj največjih uspehov dosegla takrat, ko je bilo v bistvu vzdušje v ekipi odlično. Pa me zanima, kaj se vam zdi najbolj pomembno pri tem grajenju medsebojnih odnosov pa za timsko delo v podjetju, v ekipi? Je predvsem to, da poznaš samega sebe, da zaupaš sodelavcu, soigralcu, da verjameš v njegove sposobnosti in da ne zgubljaš svoje energije, svojega časa, vsega za to, da boš delal nekega drugega. Ne vem, tak banalen primer, ki me je naučil ogromno in ki mi je bil najbolj res tako smešen. V Sloveniji pač mora znati vse, ne? Se znati z vsem ukvarjati, vse vedeti, vse poznati. In ko sem igral na Japonskem, smo imeli tam fanta, ki je skrbel za drese, za opremo, se pravi ekonom, en je pa skrbel samo za napitke in za vodo. In na drugi strani igrišča po končanem treningu je bila flaška vode in dres. In ta fant, ki je bil zadolžen za vodo, je pobral samo flaško vode, dresa ne, ker to ni bilo njegovo delo. In meni se takrat zdelo tako, malo smešno, zakaj ni pomagal prijatelju pri tem, ne? Ampak on je bil zadolžen izključno za njegovo delo, zato je bil plačan in to je naredil popolno. Mene je to takrat precej zmotilo in sem hotel mu malo povedati, zakaj ni pomagal prijatelju, rekel, to ni moje delo. Zdaj, to se pa spet stvari, ki se lahko tudi malo stepejo, ne? Zato, ker če boš ti upravljal samo svoje dele, pa ne boš pokril hrbta, ne vem, soigralcu, ki je mogoče vstal v napadu, pa šel na njegovo pozicijo, ker to ni tvoje delo, boš hitro izgubil. In spet smo tukaj pri tej psihologiji, pri tej povezanosti in pri občutku, kdaj, kako pomagati, na kakšen način, ker če boš pa nekomu non-stop odnašal rit in postal po domače povedano mati Tereza za vse, bojo pa tudi to znali izkoristiti in bo izgubil pol tisti svoj jaz, za katerega si bil v moštvo pripeljan oziroma na delovno mesto. Tako da, ja, prvo je treba poskrbeti za svoje delo, da ga opraviš vrhunsko, da te začne moštvo spoštovati in s tem rasti. Zato, ker če se bo moštvo, vsi ostali v ekipi, podjetju enako zagnani, enako delali, bojo skupaj rastali in skupaj premagovali ovire ali tekmece. Super, hvala. Ok, zdaj, če gremo še malo vas, hvam, profesor Dimovski, vi ste bil tudi odličen športnik, plavalec. Ogromno smo slišali nekih povezav, korelacij med športom pa biznis svetom. Tako da mene zanima, kaj so pa po vašem mnenju te v bistvu paralele? Ja, naj povem, da sem bil
svoje cajte res plavalec, potem pa tudi nekaj časa predsednik plavalne zveze. Tako da sem, da tako rečem, šport spoznal z vseh plati. To, kot je že Radenko rekel, kot športni funkcionar, praktično je to dosti podobno delu v profitnem ali pa tudi neprofitnem sektorju, skratka na nekem vodstvenem položaju. Jaz recimo iz svoje izkušnje vem, ko sem prevzel plavalno zvezo, da je bilo in ni bilo denarja, ni bilo tega, ni bilo onega, skratka veliko stvari ni bilo. In smo potem dejansko se odločili, da bomo plavalno zvezo vodili tako, kot jo, in da bomo imeli reprezentanco, tako, ki jo imajo tako organizirano, kot jo imajo Nemci pa Nizozemci. To je bila nekak taka fikcija, da tako rečem. Jasno, da kot mala plavalna zveza, slovenska in tako naprej, da smo seveda po rezultatih daleč zaostajali, ampak se mi zdi, da je bilo ključno, ali pa to, kar si že prej Mark spraševal, prelomno, to, da smo rekli, od danes naprej bodo na tekme hodile reprezentance. Ker do takrat so hodili eden ali pa dva posameznika, na kateri je bilo potem vse breme. Skratka, in na nek način, če se spomnim takrat enkrat v Španiji, Metka Kasparovec ni odplavala rezultata, kot smo ga pričakovali, bil je samo še Pero, in dejansko sta bila samo dva plavalca. In to je bilo prelomno, sem takrat v Španiji rekel, zdaj naprej morajo reprezentance hoditi, pa kakorkoli je. In to je v bistvu tim. In potem, kar se je začel graditi, je neka, lahko bi rekel, kar sem spoznaval v tistem času, je neka energija tima, vznesenost. Ljudje so videli, on je tako odplaval, daj še jaz bom to, jaz bom ta rekord, jaz bom šel to in tako naprej. In naenkrat smo imeli v bistvu od dveh ljudi, ki sta dosegala normo, smo kar naenkrat imeli 12 ljudi, ki so vsi dosegali v bistvu te norme za evropska in tako naprej prvenstva. In naenkrat smo dobili tudi evropskega prvaka, Peter Mankoč in tako naprej. In skratka, zadeva se je začela, bi rekel, obračati. Tako da to je en velik nauk, da pravzaprav, to, kar je že tudi Jaka rekel, da se mi zdi, da ekipa ni samo energija posameznika, drugega in tako naprej, ampak je nekaj več. Dejansko nekaj, ki poučujemo skozi neko sinergijo. Se mi zdi, da je to zelo ključno tudi v športu, v vodenju in tako naprej. To je številka ena. Drugo, recimo spomnim se, da recimo pri motivaciji so, rekel posameznik, pa plavanje je v bistvu dosti individualen šport. Tako da moraš z vsakim posameznikom na nek način posebej delati. Nekdo je zelo introvertiran, nekdo je ekstrovertiran, nekomu pohvala godi, nekoga omejuje in tako naprej. In mislim, da je Jaka prej rekel, da je poznavanje posameznika pa psihologija posameznika ključno. Temu rečemo, rekel, vodenje, diskrecijsko vodenje, skratka, da imaš pravzaprav ta odnos do posameznikov, ker vodenje seveda tudi po teoriji, ti lahko vodiš temu, kar rečemo modeling, ali pa vodiš eden na eden, ker imaš v bistvu vodjo in sledilca. Tako da v tem smislu lahko bi rekel, da šport in pa recimo vodenje imate neke vzporednice. Najbolj, kar je pa po mojem treba zelo jasno reči, je pa to, da šport ni le vrhunski šport. In da to, tako kot smo vsi, ki smo se s tem malo ukvarjali, videli, da so zelo velike razlike med tem, kar je vrhunski šport, pa kar je šport ali množični šport in tako naprej. Ker eno je posel, to je seveda ni nobene primerjave recimo med nogometom pa plavanjem v smislu denarja, ki se vrti in tako naprej, in v smislu povezav, ki jih imamo recimo z gospodarstvom. Ampak vseeno, kar se vrhunski šport tiče, je usmerjenost k nekem rezultatu, k nekemu zmagi vedno in tako naprej. Medtem ko šport, da tako rečem, je pa v tem smislu tudi tovarištvo, je tudi to, kar je Radenko prej rekel, da v bistvu se spije neko pivo po tenisu in tako naprej. V tem smislu je treba to na nek način razlikovati. Tudi, da ne bi bil predolg, ker lahko tukaj vstopamo pač v različne miselne povezave, primerjave in tako naprej, bi na tem mestu pač zaključil z to kratko debato. Hvala. Mogoče še gospod Mijatović, glede na vaše bogate izkušnje in vso znanje, ki ga premorete,
kot neke vrste mogoče sklepna misel, kaj so pa vaši 3 najpomembnejši nauki na sveti za naše poslušalce? V bistvu nekatere stvari ljudje nosimo v sebi in so nam prirojene, naravno dane, tudi naš značaj, ter to, kar se naučimo. Druge pa so izkušnje, ne. Tako da idealno je seveda, če imamo oboje, ne. In tako kot mlad vodja izkušenj nimaš, zato je dobro, da si pogumen, da si odločen, da si odprt za nova znanja, nove platforme, recimo ta digitalni svet, ki zdaj praktično prihaja v ospredje, menja na svete, da znaš prisluhniti argumentom in tudi ljudem, ne, vzornikom. Recimo, jaz sem se ogromno naučil od mojega predhodnika v Alcartonu, predsednika uprave, ki ga tudi profesor Dimovski ga je odlično poznal, Franca Jerine, ki je bil strateg, ki je videl 3 hriba naprej, to, kar drugi niso videli, ampak po drugi strani je bil pa izjemen delavec, ki je vodil zgledom. In je prišel prvi v fabriko in je šel prvi med delavce iz podjetja, odhajal zadnji. Od njega sem se naučil ogromno tega, kar vem. Recimo tudi posnemati dobre prakse, od Branka Rožiča v papirnici Količev v kartonu, ki je bil izjemen gospodarstvenik, ne. Veliko stvari se naučiš, recimo, za mene je bil vzornik tudi Ivica Osim, ki je znal izjemno dobro povezati to, kar je Jaka želel izpostaviti oziroma povedal večkrat v tem timu, različne tipe in vloge igralcev. Recimo od delavcev tipa Katanca, ki je bil izjemno delovan, discipliniran, imel je določena tehnična znanja, do takih mojstrov, kot so bili, kaj sem, Zvonimir Boban ali pa Piksi Stojković, Dejan Savičević in tako naprej. Da vse skupaj izložiš v en tak tim, ki funkcionira in vse te vloge so v nekem timu potrebne. Da takrat, ko pride, to je tudi Vlado povedal v eni od svojih razlag, da pride do slabih situacij, da ko pride do situacij, ki nekaj narediš narobe, ko zgubljaš tla pod nogami, in ti ne gre vse po načrtih, da se znaš ustaviti, da znaš ostati miren in da spoznaš, da ni konec sveta, ampak da iščeš rešitev. Tudi da znaš priznati napako, ker se iz teh napak največ naučiš iz lastnih izkušenj. In ta vera v ljudi, v sodelavce, v tim, da lahko prideš iz teh situacij van. Ključno je, še enkrat, ta pogum, odločnost, zaupanje in sodelovanje, ne, ter nabiranje izkušenj od ljudi, ki ti te izkušnje želijo predati. In jaz mislim, da je to po mojem videnju najbolj pomembno. Najlepša hvala. Jaka, zdaj pa tudi zate v bistvu podobno vprašanje. Ti imaš ogromno mladih talentov okoli sebe, ogromen vodij, liderjev na teh različnih področjih. Kaj bi bili pa tvoji 3 nasveti, ki bi jih dal bodočim mladim upom, talentom? Ja, tako kot sem rekel, pa tako kot so že predhodnika, ki sta povedala, meni je zelo pomembno, da če z nekom sodeluješ, da mu tudi zaupaš. Tako kot primer, jaz dam zmer primer zdravnika. Zdravnik, en onkolog, je naredil več fakultete in prakse, kakor mi srednje šole, osnovne šole in fakultete skupaj. Zdaj, da boš ti njemu kontriral, ko boš 2 stavka na forumu prebral, tukaj ne gre za zaupanje, za sledenje, se pravi, da če ti nekoga izbereš, da bo vodil tvojo pot, zdaj govorimo o mladih nogometaših, ko izberejo agencijo, gre tukaj za eno zaupanje. Seveda moraš imeti pa tudi pogum, da najdeš svojo pot, svoj jaz v tem skupaj in pa tako, kot smo že na začetku povedali, vztrajnost, ki je pa bistvenega pomena, ker, tako kot je profesor Dimovski povedal, za moje pojme se povsem strinjam, od padcev se več naučiš kot od zmag. In pri porazih odneseš lahko več, če si pravi zmagovalec, kot pri zmagah. Tako da to so ene te take 3 stvari, ki so v bistvu osnovne, ampak so ključne in jih skušamo tudi tem fantom predstaviti. Jaz bi se v imenu celotne skupine Beyond Leadership vam zahvalil za vaš čas pa vaša zanimiva mnenja. Mogoče na tej točki bi vprašal, če se kdo iz publike vidi, ki je v tej debati, če ima kakšno vprašanje za naše cenjene govorce.
Malo kdo naj se javi, pa ga bomo odmutali. Odmutali. Oziroma verjetno se lahko tudi sam. Če ni, bi pa pol mi v bistvu imeli še zadnje vprašanje za vse tri. Koliko po vašem mnenju, zdaj Američani imajo zelo dober stavek in temu pravijo if you fail, fail fast. Se pravi, da se zelo veliko naučimo iz napak in to smo danes že večkrat slišali. Tako da me zanima vaše mnenje od vseh treh, koliko se je res pomembno, da se nauči iz napak in da se iz te izkušnje pobere največ pozitivnega. Pa gremo kar na vas, profesor Dimovski. Meni se zdi najbolj pomembno, da razumeš neuspeh, da razumeš padec. Zakaj je do tega prišlo in tako naprej? Ker edin tako lahko praktično analiziraš. Da veliko stvari, tako kot Radenko rekel, je v bistvu dano, ne moreš vplivati. Tako kot smo mi, ki živimo v nekem določenih socialnih, družbenih in tako naprej okoljih, praktično smo vezani na tudi neke določene vloge, ki jih imamo v družbi. Tle govorim predvsem o socialnih vlogah. Se pravi, zaradi tega se mi zdi predvsem razumevanje, kako, zakaj do tega prišlo. Ker če v bistvu ne analiziraš tega, ne veš, kakšna je napaka, ne analiziraš poteka, procesa, postopka in tako naprej, boš to venomer znova delal. Ni nobene garancije, če ne spremeniš nekaj v vedenju ali pa če ne spremeniš v nekem faktorju, da se bo dejansko tudi, če ponovno delaš isto stvar, tudi napaka ne bo ponovila. Skratka, ti moraš razumeti, zakaj gre. Jaz vidim veliko ljudi, s katerimi sodelujem in tako naprej, da vedno znova delajo napake, ampak je vedno znova isti faktor, morebiti, da pride do neke napake. Govorim o življenjskih izkušnjah, ali življenjskih, ali socialnih vlogah in tako naprej. Tako da to se mi zdi malo bistveno, da razumemo v bistvu, zakaj je do nečesa prišlo. To se pravi, neka analitika mora biti vedno po nekem postopku, po neki, rekel, dejavnosti, po nekem dogodku ali kaj podobnega. Skratka, to se mi zdi ključno. Hvala. Gospod Mijatović, ker vemo, da je vaš čas zelo omejen, mogoče čisto nekako tako vaša zaključna misel na tole predavanje, recimo temu. Jaz bi se malo navezal na to, kar je Vlado povedal v bistvu in na to vaše vprašanje, preden na hitro zaključim, učenje iz napak. Ja, izjemno pomembno. Obstajata dva tipa ljudi. Eni, ki se bojijo nekaj narediti, bojijo se, da naredijo napako in praktično ne naredijo tega, kar bi lahko. In drugi tip, kar je Vlado odlično opisal, ki se napak, ki jih ne dojema na pravi način, se ne ukvarja z njimi analitično in se iz njih ne uči. Praktično moj zaključek je tak, da se napak ni treba bati, treba se upati, treba je narediti in treba se iz teh slabih stvari skozi analizo učiti, ko ugotoviš, kaj je bilo narobe, govorimo o neki povratni zanki, narediti korektivni ukrep ali pa korak in te napake odpravljati. Na ta način rasteš, se učiš. Meni je ta današnja debata bila izjemno všeč. Od udeležencev, ki sem jih praktično tudi brez tega današnjega sestanka, sem se z njimi srečeval in jih doživljal na tak lep in prijeten način. Danes in teme in debata je bila za mene izjemna, zelo koristna, zelo taka prijetna, tako da se vam zahvaljujem za organizacijo enega takega dogodka in nadaljujte s tem tudi naprej, ker so in teme in ta razprava zelo dobra in koristna. Najlepša hvala. Pa še Jaka, zate isto vprašanje, koliko so v bistvu napake nekako pomembne v našem delu življenja, ko se razvijamo pa rastemo? Ja, jaz sem pač mnenja, da napake so sestavni del življenja in od katerih se pač moramo učiti. In pripravljenost na vsako situacijo pa se meni zdi še bolj pomembna. Zato, ker je lahko tudi zmaga za nekoga velika napaka, ker bo na uspehu zaspal, ne bo rastel, ne bo napredoval, tako da ti moraš biti pripravljen, kaj boš naredil po enem uspehu, po eni zmagi. Tako da moraš biti pripravljen, kaj boš naredil, če se ti zgodi poškodba, korona v končni fazi v poslu ali pa kakšna taka podobna stvar. Se pravi, ta pripravljenost na vse, temu bi rekel ena šahovska igra, ki moraš predvidevati tako pozitivne kot negativne situacije in hitro odreagirati. Če smem pa izkoristiti, še enkrat res hvala za to organizacijo.
Z veseljem se bom še udeležil kot poslušatelj, ker se mi zdi, da sem se jaz danes ogromno naučil in sem res hvaležen, da sem bil lahko del tega. Z veseljem. Še zaključim. Pa bi se midva v bistvu rada v imenu skupine Beyond Leadership res zahvalila tako udeležencem, pa še posebej vam, 3 izjemnim gostom za vaš čas, pa izjemne izkušnje. Tako da mi se zelo v kratkem obdobju spet vidimo, bomo objavili v skupino še nov Leaderstock, prihajajo v kratkem tudi podcasti, ampak to je zaenkrat še skrivnost z parimi zelo pomembnimi osebami. Tako da še enkrat hvala za vaš čas in se vidimo v kratkem. Hvala. Hvala. Adijo. Hvala tudi vam, lep dan še naprej.